Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Danes se bomo lotili teme o influencerstvu oziroma po slovensko o spletnih vplivnežih. To je beseda, ki jo v zadnjih letih velikokrat slišimo ravno iz ust mladih. Dotaknili se bomo tako prednosti kot slabosti tega novodobnega poklica prihodnosti. Zato je danes z nami Lucija Firbas iz Domžal, študentka na Fakulteti za šport in aktivna mamica 4 otrokom. Na svojem Instagram profilu deli iskrene zapise in fotografije od svoje družine. Lucija je zaljubljena v naravo, v gibanje in v zdrav način življenja. Razveseljujejo tako glasba kot ples in petje. Več pa bo Lucija povedala kar sama. Lucija, lepo pozdravljena v naši oddaji. Pozdravljena. Za začetek mi povej, kako si? Je za varstvo otrok poskrbljeno? Je. Mož je na bolniški, ampak je z najmlajšo, z Vito, ki je stara dobre pol leta. 2 sta v vrtcu, 1 pa v šoli. Tako da te že kar pridno čakajo. Ja, čakali me bodo po 12. Po 12. Da se kar lotiva teme. Danes je veliko govora predvsem o influencerstvu. Jaz mislim, da Facebook in YouTube malo izginjata iz tega sveta, iz obličja, no? Medtem ko Instagram in TikTok pa kar pridno plavata na površje. Kako si ti z temi socialnimi omrežji, katero ti je najljubše? V bistvu iskreno uporabljam najbolj Instagram. Na Facebook še delim zato, da tudi tete pa ati pa tako, da še malo spremljajo, čeprav se mi zdi, no, da nekateri so še kar aktivni, drugo publiko mogoče dosežeš. Medtem ko na TikToku nisem aktivna, nimam profila, tudi tako, no. Včasih si, če vidim kakšno deljeno na Instagramu, pa potem pogledam na TikToku, ampak bolj poredko, no. Tako da... Kaj pa YouTube? YouTube si pogledam kakšne pogovore, kakšne podcaste, kakšne instructional videe, mogoče tudi kakšen film, no, ki je objavljen na YouTubu, zdaj, da bi šla pa iskat ali pa da bi zapravljala čas. Na YouTubu dam si muziko, imam svoj miks in uživam v tem. Ja, glasbe veliko poslušamo, no. Torej, vsako omrežje na nek svoj način. Ja, tako. Ja. Na Instagramu sem zasledila, da imaš kar 3000 sledilcev oziroma kar bliža se tej številki. Kako se je v bistvu tvoja pot na Instagramu sploh začela? Instagram profil sem si odprla, ko je bila najstarejša, torej Sara, stara 4 mesece. In v bistvu od takrat se mi zdi, da se ni kaj dosti spremenilo na mojem Instagramu. Delila sem družinske trenutke, take stvari, ki so mene napolnjevale. In v bistvu to še zdaj delam. Priznam, ne sledim nekim tem TikTok scenam, video in tako, ne počutim se, da bi zdaj s tem bila dejavna na ta način na Instagramu. Tako da tudi zato, ker Instagram ostaja nekaj, kar je za mojo dušo, ne pa nekaj, kar mi prinaša denar. Torej, jaz iz strani Instagrama ni to moj zaslužek, ni to moje delo, je to moj hobi oziroma moja prostočasna dejavnost, zato mi tudi po mojem ostaja veselje, no? Tako. Tako da ja, od začetka je tako in ko si omenila številke, priznam, da se vedno manj obremenjujem številkami. Na začetku je to še mogoče bilo, pa ima tok, pa ima tok, zdajle, če ne bi omenila, verjetno bi mogla kar premisliti, kakšna je številka, tako da je tako osvobajajoče, ko se ne obremenjuješ številkami, no, tako. Če bi pa se lotila tega načrtno, bi bila tvoja pot kaj drugačna? Verjetno ne. Oziroma tako, verjetno bi bolj sledila trendom, v smislu videov, reelsov. Jaz delam za podjetje Boba, ki je ameriško podjetje. In so na primer ti reelsi in to je bilo pri nas že 2 leti nazaj, pa zakaj Evropa ne more objavljati oziroma zakaj je Slovenija še toliko bolj zadnja, ne? Zato, ker itak Instagram data prvo največjim državam določene update, potem pa počasi ostalim. In Slovenija je bila na primer zelo, verjetno zadnji smo dobili reelse. In vem, da je sodelavka, ki dela na Portugalskem, je tako, pa to je ful in pa to je to, a ne, dajte to. Pri nas pa tega sploh še ni bilo in tudi
Snemalcem nisva vedela, kako zdaj posneti, kaj to zdaj, na kakšen način se to snema, ne? Ampak pri njih pa, ker so imeli že ta kvadratek z rilsi, je bilo to že tako upeljano, kar pri nas sploh še ni bilo moderno. Tako da tudi na svoj Instagram, če bi bil to moj zaslužek, če bi bilo to moje delo, zagotovo bi se lotila drugače. Si pa priznam, ne predstavljam, da bi nekaj virtualnega bilo nekaj, kar bi meni bila fiksno prinašal dohodek. Se mi zdi, da je še vedno vse tako v nekem oblaku in pol, ko sploh slišiš kakšne, ki zgubijo profil, ki jim ga vzamejo, ki dobijo prijavo in zgubijo profil. In sem tako, ne bi mi bilo v redu. Oziroma, ne predstavljam si, da bi zdaj pri 31, 4 otroki ob družinskem življenju nekaj toliko vplivalo na moj potek življenja, da bi tam nekaj virtualnega, no, tako imam rajš mizo, kozarec. Da nekaj lahko rože, tako, kaj jih vidim. Kako pa v bistvu usklajuješ objave na Instagramu in z svojim privatnim družinskim življenjem? To je kar precej povezano na tvojem profilu. Ja, je. Je pa tako, da ne želim, da objave, da kakorkoli vplivajo na otroke in na njihovo obnašanje. Ponavadi so tudi tako, če so kakšni videi na storijih, so ponavadi tako, da otroci niti ne vejo, da so snemani, ker se mi zdi pomembno, da so otroci, da živijo v tem našem realnem svetu. Ker že tako ali tako jih okolica spreminja oziroma jo vpijajo in se tudi oni vidim, zdaj le šolarka, to je že... Vsega vidiš, in pač vprašam, Sara, zakaj pa to tako, kje si pa to videla? Ja, pa sem videla tam, pa se še sošolke med sabo pogovarjajo. In se mi zdi pomembno, da so otroci. Če pa kakšno fotko pritisnem ali pa tako, če se kaj izmenimo, tudi vedno je v dogovoru z možem, ali se kaj objavi otrok ali ne, ali tako, kaj gre gor na svetovni splet. Se mi pa zdi pomembno, da je to takrat, ko oni ne gledajo, ko so ali spijo, ali jih ni doma, da ne vidijo. No. Trudva se, da naju ne vidijo s telefonom za brez veze oziroma kar tako. So vaju kdaj že videli s telefonom, da ste te skupne fotografije, recimo, kako odreagirajo? So kar domači pred fotoaparatom? Pred fotoaparatom so domači, ni jim težko. Odvisno od dneva, odvisno od momenta, vedno bo nekdo, ki ne bo sodeloval, ki bo kazal jezik, ki bo gledal v tla, ko se bomo družinsko fotografirali. To bo vedno. Tako da neke animacijske... Pa niso te najlepše? Ja, so, ampak kakšno je pa fajn imeti, ko vsi gledajo v kamero. Ampak so pač otroci in je prav. In vidijo, naprimer, nedavno je bilo, da je mogla šolarka nesti v šolo fotografijo, ki je bila dojenček. In jaz sem zelo slaba v razvijanju fotografij, tako iz telefona na računalnik, z računalnika dati razviti, to sem res, se malo posipam s pepelom, ampak je bilo pa nedavno to, da je mogla prinesti v šolo fotografijo, ki je bila dojenčica. In sem rekla, šment, nimam nobene razvite fotografije oziroma je bila že večja pola, ne? In rekla, ne, moram biti dojenček. In smo šli dejansko, sem odprla Instagram in smo skupaj pogledali tako čez moj feed. In sem rekla, lej, tukaj si bila pa ti, ne? In potem so takoj začel Juri, ki je leto pa pol samo mlajši, kje sem pa jaz dojenček, ne? In smo pač poiskali po zgodovini in je rekla, tam je v redu, ker mogoče takrat sem še malo več kakšno uspela, tudi da se njih frontalno vidi in tako. Pa smo poiskali po mapi, ki pa imam relativno dobro pa organizirane na računalniku fotografije. Ne. Tako da vejo, da so objavljeni. Tudi tako, ker smo delali tudi, jaz sem zdaj za kamero pri Bobi, na začetku smo pa bili kot družina, kot modeli. Tako da so navajeni, da so snemani, da pogledajo pri fotografu, kako izgledajo oziroma kaj je izpadlo, kako je izpadlo in zakaj se trudimo, da nekaj posnamemo. Tako da so navajeni biti pred kamero po eni strani, so pa seveda še vedno otroci s svojo nagajivostjo in slabimi dnevi, tako kot imamo odrasli slabe dneve, tako jih imajo pač tudi otroci. In prav je tako. In prav je tako. Tako da prej, ko se mi zdi starši to ugotovimo, da če imamo mi lahko slab dan,
je absolutno normalno, da ga imajo tudi otroci, pol pa pogledaš še na koledar, a je polna luna ali pa se približuje, pol ti je pa še bolj vse jasno. No? Tako. Kako pa Lucija načrtuje svoje objave? A si konsistentna ali objaviš, kdaj čutiš? Ja. Mogoče bi si želela biti bolj konsistentna, ker se mi veliko nekih stvari, nekih misli, stavkov zapiše zvečer, ko čakamo, da otroci se umirijo in zaspijo, sploh ta tretja Hana zelo rabi ta dotik, moj ušes, moj ahehek, ona reče. In takrat, ko potem pač čakam, da ona se umiri in zaspi, mi grejo veliko stvari, ki se dogaja čez dan in kako jaz to gledam na to, kaj se dogaja v svetu. Ampak potem ne vstanem in grem tega zapisati, ampak vstanem in grem v spalnico spat. In potem, ko pride dan, je spet, dajmo se obleči, gremo v šolo, kdo mora jesti, kdo ne, gremo in potem ta dan mine in spet pride večer. In zato veliko stvari, ki bi si jih želela, mogoče, da so zapisane, zaenkrat še ni zapisanih, oziroma želim tudi, da neka vizualna podoba ostaja, da so fotografije, ki so mi všeč, ki čutim, da pašejo na moj feed. In tudi pol to včasih malo zmanjka in zaradi tega pol ne pride do objave, ampak se mi zdi, da je boljše, da ostanem jaz, ker je to pač zame, da od tega služim in zato želim, da ostane pristno, ostane tako kot Lucijasto. No, tako. Kako pa v bistvu gledaš na influencerke, na to poimenovanje influencerka? Eni pravijo, da ima kar negativen prizvok. Kaj pa tebi to pomeni, če te nekdo imenuje, da si influencerka, Lucija? 4 leta nazaj sem dobila prvo tako ponudbo za en projekt, če bi bila zraven, in mi je bilo toliko zelo všeč, ker so že v prošnji, v sporočilu uporabljali imeno vplivnica. Absolutno tudi jaz uporabljam pa social media, pa step by step, uporabljamo angleške izraze v vsakdanu, ampak ja, tudi meni je beseda influencer zelo dolgo predstavlja z negativno konotacijo. Beseda, tako da vplivnica mi je bližje. Beseda kot beseda. Se mi pa zdi, da je nekdo vplivnež, je to zelo močna beseda, ne? Da ima nekdo nate vpliva, ne? S kakšno močjo je to, ko rečeš, nekdo pa vpliva name. To je kar tako, ni mačji kašelj. Ja. Ampak mi je bilo zelo dragoceno, ko sva se nedavno z eno zelo ljubo prijateljico, mamico tudi 4, pogovarjali, pa je rekla, pa lej, Lucija, pač vsak, ki je aktiven na socialnih omrežjih, je v bistvu vplivnež. Imaš vpliv, ne? Če si aktiven, ti ljudje sledijo, imaš vpliv na njih. V kakšni meri je to pač odvisno od človeka, koliko si tudi postija. Tako da tudi name imajo določene slovenske ali pa tuje vplivnice imajo vpliv, oziroma jih spremljam in probam zase vzeti tisto, kar je meni blizu, kar je mogoče nama vzgojno blizu, predvsem pa svojo furo še zmeraj držati. In da ni zdaj, da tisto vzameš za sveto, ne? Kar je tudi spet močna beseda, ampak da vzameš tisto, kar je zate dobro, za tvojo družino dobro, da ni pa tisto, da bi te determiniralo v tem, kaj si in kdo si. Še vedno, da izhajaš iz sebe, da živiš svoje življenje, ne življenje nekoga drugega. Res je. Si se počutila kdaj slabo, ko si odprla Instagram in si gledala objave drugih vplivnic in si rekla, joj, ne počutim se prijetno. Zaprla sem ga. Se je zgodilo. Tudi mogoče zaradi tega so obdobja, ko sem bolj aktivna, ko sem manj aktivna. In trenutno se mi zdi, sem zelo v enem obdobju, ko se res trudim telefon odlagati in v roko vzeti knjigo. Nedavno je bilo na radiju v bistvu o tem, kako bomo mi otrokom rekli, berte, vadi branje, če otroci nas ne vidijo brati. Jaz v zadnjih 7 letih, kar sem mama, sem prebrala ogromno besed. Ampak večina besed je bilo otroških, je bilo knjiga, vsak večer beremo, pol ure, 3/4, včasih tudi 1 uro beremo, pravljice. Sem pa zdaj načrtno začenjala vzemati v roko knjigo, tudi med dnevom, če se kdaj zgodi, da nimam kaj za delati, da je vse pač, da se vsi 4 otroci so njihove primarne potrebe zadovoljene, se jaz usedem na kavču, vzamem knjigo in nedavno je prišla pač hčerka do mene pa rekla, mami, kaj pa bereš?
sem rekla, pač berem knjigo zase, a ne. Pa je pol tako vprašala, mislim, da je celo vprašala, je vzgojno ali tako, pa sem rekla, ne, so zgodbe pač enega zdravnika, ga tudi poznam, lej, poglej, to sliko je pa narisala moja sošolka iz osnovne šole. Tako no, se mi zdi, opazijo, ful opazijo in črpajo in niso samo besede, ki štejejo v vzgoji, ampak predvsem naša dejanja in to še bolj vidijo, no. Pa da bo čim več besed prebranih na papirju, ne pa na mobilnih telefonih. Sej, absolutno, sej se zgodi, pa tudi kakšen članek se odpre, ne? Ampak mogoče pač meni tudi jaz še vedno imam rokovnika, ne? In si v rokovnik piše. In čeprav mava z možem Google koledar, je v bistvu na Google koledarju še vedno manj stvari, kot jih je na fizičnem. Na fizičnem koledarju v dnevni sobi je še vedno so vse stvari, potem pa počasi romajo v tem, da vsaj ne pozaba kakšne stvari, tudi ko se dogovarjaš za kakšne službene sestanke ali pa tako. Ampak ja, naju absolutno kdaj vidijo, čeprav da bi rekla, da bi midva sedela na kavču s telefoni, pa da bi oni prišli v sobo, mislim, da naju še niso videli, ker imava pravilo, da telefon odlagava na poličko na hodniku. Če je klic, ok, se javiš, če je kaj in če moraš kaj urediti, se usedeš za pisalno mizo in urediš tam. Torej, ko mami vzame telefon in gre za pisalno mizo, dela. Dobro, zdaj na porodniški ne, ampak če imam karkoli, vejo, da se dislociram, da imam tam tistih 5-10 minut. Tudi pravilo imamo, da ne vem, pri mizi ni telefona, ko jemo ni telefona, tudi če kdo kliče, pa otroci rečejo, Atija, se boš javil. Ne, bo počakali. Zdaj jemo. Ja. Fokus pri tem tukaj in zdaj. Na tvojem Instagram profilu so tudi izdelki različnih blagovnih znamk. A morda služiš kaj od tega ali si na kakšenkoli drugačen način povezana z izdelki, s podjetji? Redno sodelujem z nekaterimi podjetji, načeloma pa to ni nič plačanega, je pač kompenzacija z izdelki. So pa to izključno izdelki, ki jih bi tudi sicer uporabila, tudi sicer kupila in tako grem v vsa sodelovanja. Tudi kakšen evro je že padel, ampak načeloma je pa to kompenzacija z izdelki, ki bi jih v vsakem primeru uporabljala. No. Prihajajo tudi prošnje za kakšne sodelovanja, a bi to sploh veliko, se mi zdi v zadnjem času, prehranskih dopolnil. Pa pač povem, da ni. Če se ne vidiš v tem, potem ne. Če ne uporabljam, ne uporabljam. Hitro zaključimo. Ja, res je. Kako pa, mogoče, če si povezana s kakšnimi influencerkami, kako si lahko mladi oziroma mi vsi predstavljamo, kakšen zaslužek je tukaj v ozadju v bistvu, ne? Koliko dejansko se lahko zasluži ali se lahko živi od tega? Mogoče veš kaj o tem? Glede na videno, očitno nekateri zelo dobro živijo od tega. Kar je meni po eni strani malo, sploh nekaj spremljaš malo svet, pa ni zdravnikov oziroma tistega kadra ni, učitelji grejo tam. Mislim, super, da ljudje najdejo neko svojo pot, da sledijo svojemu srcu. Ja, dobro se lahko živi od tega, moraš pa potem temu posvečati veliko časa, veliko energije. Vprašanje je zdaj, koliko, če imaš družino, koliko družine vklapljati vse to, a ti je to v redu, ali ti to ni v redu. Mislim, da je to vedno dogovor s partnerjem in tudi otroki. Mi smo jeseni snemali reklamo za eno trgovino, večjo, pa smo najprej vprašali njih, a se strinjate, da snemamo za to trgovino, tudi pri kateri sicer naročamo hrano, zdaj sem že veliko povedala, ampak je bil dejansko dogovor. A ne? Z otrokom, pač starejšima dvema, ker sta stara bila takrat slabih 7, dobrih 5, tole pa tole bomo delali, a se strinjata, da bosta sodelovala na snemanju in potem, da bosta nekje objavljena. Tako da, ja, živijo, vem približno številke, oziroma nisem se nikoli kaj dosti z njimi obremenjevala. Sama sebi sem ceno nastavila sama, pa sem potem, vem, da Anja Oman, na primer, kar je tako malo in charge of profil mame
Instagram, mama blogerka. Ja. Naprimer, ona mislim, da ima tudi malo tako, jim svetuje, mame, ki si želijo to delati, pa pridejo do nje, pa vprašajo, na kakšen način bi lahko, kakšne so cene. In mislim, da ona ima kar precej tega v mazincu. Jaz priznam, da se nisem nikoli kot mama blogerka počutila, da bi bila del neke skupnosti na ta način. Se mi zdi, da nisem izrazita mama blogerka, čeprav delim veliko nekih izsekov iz družinskega življenja, ampak ne počutim se pa to, da bi bila zdaj v nekem kolesju in to bi mogla delati in to bi mogla sprejemati. Ne vem, kako bi se, oziroma pač ja, želim biti svoj šef. Ja. Je rekla SP-ovka. Zasledila sem, da na Instagram profilu v bistvu objaviš tudi nekaj takšnega realnega, oziroma poveš točno tako, kot je. Ne? Nič ne olepšuješ, ampak se poveš, da se včasih tudi slabo počutiš in da je to pač slab dan. Ne? Zakaj si se odločila, da boš delila tudi takšne trenutke? Veliko mladih, ko pride na Instagram, ima zelo slab občutek, ker vidijo tam same najboljše stvari. Popolne fotografije, popolno vse, Zanzibar, une koktejle, uno tako. Treba se zavedati, da ljudje, ki to delijo highlighte svojega dneva, če ne tedna ali pa meseca. Ne? Dobar, tisti, kateri se s tem ukvarjajo, absolutno delijo na dnevni bazi, na večkrat na dan, na tedenski bazi popolnost. Ampak treba je vedeti, da tam so ljudje, ki imajo profesionalne fotografe s sabo, ali pa sta fant pa punca, ki je en fotograf, če ne oba, ali pa se toliko specializirata v tem, da lahko to delata na ta način in lifestyle tako furata, zdaj sem, tako, da pač ima to uspeva in od tega dobro živita. Se mi pa zdi, da pač ja, življenje, so vzponi in padci, je krivulja, ki gre enkrat malo bolj gor, enkrat malo bolj dol in je tako realno. Vsak ima slab dan, vsak zboli. Mož je zdaj že od petka fuč, je rekel, ne moram verjeti, že 5 dni sem fuč, ampak jaz sem 3 tedne nazaj, včeraj sem bila pri zdravnici, jaz sem 3 tedne nazaj, sem pač na isti način zakuhala, kot je on zdaj z neko gripo, po noč sredi noči padla skupaj, mož je bil na duhovnih vajah, je pač prišel predčasno iz duhovnih vaj, zaradi tega, da smo pač sfurali, ampak mislim, da je to realno, da se pač sploh mame. Jaz nimam občutka, da je materinstvo naporno. Meni vsak, ki reče, a je naporno, rečem, ne, ni naporno, ni pa dolg časa. Ne? Ampak dejansko, ko pogledaš neprespane noči, ali pa manj prespane noči, ali pa prekinjene noči, pa dan, ko najprej šibaš enega v vrtec, drugega v vrtec, enega v šolo, pač je tempo, ni tak mačji kašelj, skozi je nekaj in te pol telo opomni. In čeprav skrbiš za svoje telo in ti je to prioriteta, še vedno pride do momenta, ko te malo tako prebije na tla, pa reče, Lucija, mogoče bi pa fajn bilo, da bi ene par dni ti odležala, ne? Bojo že drugi poskrbeli zase. Ja. Sej prav, pol so pa tu babice in detki, pa še kaj poskočijo na pomoč. Pa... Ja, absolutno. Mislim, jaz tudi projektov, ki so se jih lotevala v teh preteklih 7 letih, kar sva starša, bi težko, če ne bi bili detki in babice za varstvo. V bistvu 2 leti nazaj sem bila jaz pri projektu Prešernova proslava in dejansko sem najprej moža vprašala, če mislili, da bi to šlo skozi, ker mi je bil pač projekt za dušo, produkcijsko. In potem sem taščo vprašala, a bi šlo to z varstvi in vse skupaj, rekla, ja, seveda. Tako da moj mož je edinc, drugorojeni edinc, tako da tašča si jih je pa želela več in ona z vsem srcem tam, ona bi še več skrbela za otroke, pa mi da pol malo, kar malo bremzava, da se je v redu. Naj niso, tako da sva pa absolutno zelo hvaležna in vesela za to, za vsako varstvo, tudi rada si vzameva popoldne zase ali pa kakšno noč, da grejo ta starejši 3 na počitnice, pa se mi 2 malo naspiva, pa mogoče greva na izlet ali pa tako v kakšen hrib, ko drugače ne bi šla ali pa tako. Ampak predvsem, da se tudi mi 2 naštelava. Ja. Kot zakonca. Kdo pa skrbi za tvoje fotografije? A imaš fotografa ali te slika mož? Mož.
Mož reči, Oziroma tako, ali so moje fotografije, ali je pa tako, sej mož se bo nasmejal temu, ampak mož vidi, on barvno ne vidi najboljš stvari. Naprimer, tukaj zelena pa rjava bi on imel malo verjetno dileme, čeprav zdaj se tudi je tako samoiniciativno se začel na tem področju izobraževati, ker želi pač vedeti, ali ne bo pač zadev, kjer odtenek zelene je to, ali pa kjer odtenek rjave je to. In tudi tako vizualno ima druge preference, tako da navadno jaz tako rečem, lej, slikam in pa rečem, lej, tako slikaj, tako, tukaj imaš telefon s tem kadrom in to je to. In pa bo on vedno probo še malo iz niže ali pa malo više, ali pa z malo leve pa malo desne, rečem, Filip, v redu je. Dobre, smo dobili tisto, kar sem si predstavljala. Je pa tudi kar nekaj fotografij, v smislu, ko smo bili še več in front of the camera za Bobo, so profesionalne fotografije, pa se trudimo, da se gremo enkrat na leto slikati. Družinsko. Ne morem verjeti nazadnje, mislim, da je imela Hana, ki je bila takrat stara 2 leti pa pol, večino časa smokije v ustih, da smo pač karkoli naredili. Ampak na fotkah se tega kar ne vidi in sem rekla, Romina, že kako sta to uspela, pač a sta photoshopirala ali kaj, ker pač res ni smokejev na fotkah. Tako da sem rekla, svaka čast. Miks je vsega, malo gledam diagonale, tako, kaj pa še skupaj, ampak v bistvu vedno manj, tako kot sem rekla za številke, tudi pri tem pač, če nekaj, kar čutim, če nekaj, kar mi pa še zraven, potem objavim, ni pa nič na prisilo. Oziroma, ko je bilo v preteklosti enkrat, da sem imela 2-3 sodelovanja naenkrat in mi je bilo to v breme, sem rekla Filipu, ne, nisem to jaz, ne bom tega delala profesionalno, ne bo to moj zaslužek, ker želim, da je iz srca in da je iskreno. S čim pa se primarno ukvarjaš? Torej, v bistvu influencerstvo je vplivništvo, se temu mogoče tako reče. To je kot hobi varianta. Kaj pa je primarno? Delam v produkciji, imam SP, tako da primarno je za Bobo, za nosilke Boba in je v bistvu organizacija fotografiranj in snemanj. Potem so pa še manjši projekti oziroma tudi studio Sipoš. Sem bila nazadnje pri filmu o osamosvojitvi San 1991, predtem pri Prešernovi proslavi. Predvsem pa, če bi mogla za eno besedo reči, je to produkcija. Ja. Tako da se v bistvu tvoje delo in hobi nekako povezujeta. Ja, bi lahko rekla. Ja. Lucija, vemo, da sta z možem Filipom tudi verna katoličana in da v veri vzgajata tudi svoje otroke. Ali na Instagramu svojo vero kdaj tudi deliš? Da bi zelo namensko izpostavljala svoje poglede, ne. Mislim pa, da je vidno, ne vem, imamo križ nad mizo, tudi otroci, kako ne vem, zadnjič je bilo, sva šle s ta mlajšo v vrtec, pa je pela nekaj o Mariji, Marija. Sem bilo tako lepo pač. Tako da mislim, da z načinom življenja najbolj kažem, kaj sem in v kaj verjamem, in kaj sva. To. A misliš, da bi moralo biti na Instagramu mogoče kaj več tega? V bistvu krščanstva, vere, oznanjanja. Mislim, da je dost. Mislim, da če iščeš, najdeš. Je pa absolutno, ne, algoritmi so narejeni tako, da tisto, kar ti enkrat, če gledaš otroke ali pa plesne videe, reelse, potem ti bo to ven začel metati, ne. Meni je zelo všeč, ne vem, če poznate nanizanko The Chosen. Priporočam. Američani delajo Jezusovo življenje, zdaj je bila 3. sezona je prišla ven, oziroma je že, mislim, da se je končala. In je na tako vrhunski način, tudi mož je teolog in je včasih tako kaj pogledal pa je rekel, to so pa šli v eksegezo, ker so pač tako dobro razdelani liki, besedila tako močna, da priporočam, sploh zdajle, ko bo postni čas, ko bo velikonočni čas. The Chosen in tudi on kot igralec, jaz sem z imeni slabša, sem bolj vizualni tip, tako da imena mi ne grejo, ampak tudi igralec sam ima profil, na katerem je na primer v korona času delil in so bile molitvene skupine in tako. Tako da, če iščeš,
najdeš, je pa tega absolutno manj, ker je pač manj, ker je svet tako nastavljen, da je zdaj zelo tako, so iskalci in se iščejo vsem. Sem pa hvaležna, da sva se midva najdla že dolgo tega in tudi v bistvu kako vzgajava je en tak vodilnih, da bojo odgovorni državljani in dobri kristjani. To je vodilo. Bi rekla, da je medijski prostor oziroma družbena omrežja prostor za oznanjanje Jezusa na nek, ali je to sploh pravilen, oziroma, kako bi rekla, mogoče ne ravno pravilen način, a se ti zdi to morda dobra ideja, da se z oznanjanjem na družbenih omrežjih v bistvu približamo mladim? Misliš, da je ta prostor tisti, ki bi lahko... Trenutno so se mi zdi mladi eni veliki iskalci v vsem. In ogromno splet ponuja in se iščejo. In ne vem, če je to tisto primarno, kjer naj bi to iskali. Mislim, da je primarno družina in da je primarno okolje. Včeraj sva imela oba, jaz sem bila na roditeljskem za sina, Filip je bil na roditeljskem za hčerko in potem sva šla še na en čaj, ker sva imela varstvo, da sva si podelila, kaj je bilo na roditeljskih in da sva imela malo časa zase in sva šla potem ven in sem rekla, a si videl, kaj že, vodja domžalskega oratorija, pa 2 animatorki sta bili še zraven in so pač neke poslovne debate, ampak verjetno je bilo o tem, verjetno glede financiranja, ne, za oratorij, pa sem rekla, kako dobro, dobili so se, spili so čaj, pogovarjali so se, bili so tako 1 na 1, ne. In mislim, da na ta način je lažje priti do mladih. Jaz sem včeraj hitela, ker sem mogla Hano, torej ta 3., pred Saro, šolarko, oddati v šolo. In sem hitela tako štuparama, sva šibale čez Domžale in kar naenkrat živijo. In jaz tako pogledam in so bili pač osnovnošolci. In je bil iz župnije. Torej naša mladina, jaz se zelo se domače počutim v Domžalah, zdaj, ko smo malo bolj tudi usidrani v Domžalah. In so tudi tako, zelo močna župnija je, zelo močne so družine, ki so med sabo povezane. Jaz se prej nisem toliko počutila, naprimer v svojih rodnih Retečah, da bi bilo toliko neke povezanosti, kot jo zdaj čutim, ko mladina pride, pa se objamejo, pa rečejo živijo. Tako, res je neka povezanost in se mi zdi, da je to tista osnovna, kjer vera živi, zaživi. Kaj bojo pa iskali in kaj bojo našli v virtualnem svetu, pa lahko najdejo, ampak je veliko vsega. Vse je gor, vse. In zato se mi zdi tudi pomembno za nas starše, da se izobražujemo na tem področju, kaj vse so cake virtualnega sveta, da vemo, kaj nas ogroža in kaj vse tam je. In zato vem, da naša šolarka že zelo navija za telefon, pa tako, ampak jaz sem rečem, Sara, se veš, kaj bo ati rekel, ja, vem, čez 10 let, ga bo dobila kaj prej, ampak ne zavedamo se, kaj vse je gora, Pa do česa lahko vse mladi pridejo in dostopajo. Ja, mogoče tukaj še en, ko sem rekla za The Chosen, nedavno sva pogledala na YouTubu, ko sva ga na začetku omenjali, je Childhood 2.0 in je o vplivu telefonov iz ameriške perspektive in sem mislila, da bo na prvo žogo takole, kot Američani znajo, ampak je zelo dobro o vplivu telefonov, o tem, da so otroci pri 4 letih odvisni od telefona in da so živčni in pač pustimo tudi hujše stvari, tudi samomore so že delali, zato ker je pač bil bullying med sošolci in to so težke stvari in niso tako daleč, kot si mislimo, da je Amerika daleč. Žal. Zato se mi zdi, da je primarno na nas starših, da obvarujemo, da izobrazimo otroke in da jim damo zavetje, ki ga potrebujemo, in da živimo to, kar smo, to, kar verujemo, in s tem bomo največ naredili za svoje otroke. Ampak tukaj pa mogoče se navežem še na eno stvar, ki jo zelo vzameva za svojo,
sploh v tem predšolskem obdobju, pa prva triada, ni potrebna samo kvaliteta časa, ki jo preživimo z otroki, torej kaj vse bomo delali, kam vse bomo šli, kaj vse bomo ustvarjali. Prvo, kar je to, da imamo dovolj kvantitete časa, da bo lahko bil le ta kvaliteten. To je bil pa eden takih cukrčkov, ki sva ga zase vzela na IFFD tečajih, to je International Federation for Family Development, ki nam je dala ogromno glede vzgoje, glede zakonske ljubezni in glede vzgoje, no, mogoče še bolj. In to je res, če ni kvantitativno dovolj, potem je težko pridemo do kvalitete. Čudovito. In še za zaključek eno tako luštno vprašanje. In sicer, kaj bi svetovala vsem mladim, ki želijo vstopiti na instagramersko pot, v bistvu ustvarjanja vsebin, videjev, pa da bi bili tako pristni, kakor ti? Dobro vprašanje. Absolutno je tudi, vsi smo se iskali. Vsi smo se v obdobju adolescence iskali in vedno znova, ko pomislim na to, da bojo otroci enkrat najstniki, se spomnim na stavek, ki nam ga je rekel Marko Senica, naš duhovni vodja zakonske, bivši, ki je rekel, če z otroki v času najstništva ne boste imeli težav, je nekaj narobe z otroki. Mogli boste imeti težave, mogli boste imeti izzive in to je prav, ker je to čas, ko se iščemo. Si pa jaz, ne vem zakaj, ne vem, kje točno, sem bila tudi že kot mlajša, da delam tako, da tudi ko bom čez 10-15 let pogledala nekaj za nazaj, mi bo okej, mi bo v redu. Da ne delam nekaj na silo, ne delam nekaj zaradi drugih. Absolutno, se pridejo že modna, kako se otroci mladi oblačijo, kaj poslušajo tako. Ampak da bi bil, ko boš odrasel, ponosen na to, kar si in da ti ne bo sram, da ti ne bo žal, da si nekaj naredil. Pa spet na socialnih medijih, ker absolutno boš kaj naredil v življenju, ker ti bo žal. Vsi smo, a ne? Pa je to od... Pustimo, se zavedamo, česarkoli, od tega, da boš nekomu dekle, da boš nekomu fant, ki boš rekel, pa kaj je bila ta zveza, ne? Ali pa da boš šel na žurko, pa pač boš malo preveč spil, pa boš imel zjutraj mačka in rekel, pismo, ne? A je bilo tega treba? Jaz sem šla čez vse to, nisem bila nekomu fant, bila sem dekle, ampak to, no, vsi se bomo iskali, vsi smo se iskali v tem času, ampak tako, no, da imaš vedno v tistem, da si pri sebi miren. Mogoče to, da si pri sebi miren s tem, kar si in kar delaš. In da se mogoče ne obremenjuješ takoj z številkami, ampak najprej razčisi sploh, kaj si želiš, ne, s tem doseči. Čeprav je pa to, vedno so številke. Se mi zdi, da je tako osvobajajoče, ko ti je v bistvu v redu, ko pogledaš Instagram, in se ob tem ne počutiš, ali pa TikTok, ali pa karkoli, in se ob tem ne čutiš majhnega, nezmožnega, tako, ampak da si v redu, prav, super. To mi ni kul, ampak zanimivo, da nekateri lahko živijo od tega na ta način, da delijo tok, naprimer, sebe, tudi to, ne, koliko deliš sebe, koliko deliš otrok, na kakšen način jih deliš, ampak da ostajaš zvest sebi. In imaš neko zaledje, v kaj verjameš, kaj so tvoje vrednote. In da to delaš. Ne pozabiš na njih. Tako, številke so pa vedno bile, ampak da se jih osvobodiš čim bolj. Prav. Lucija, najlepša hvala za en prijeten, pristen pogovor. Želim ti veliko sreče, uspeha, tako na Instagramu, kot v privatnem, družinskem življenju. Hvala. Naši poslušalci, gledalci, vam pa hvala, da ste bili z nami v naši oddaji Reflektor. Spremljajte nas in se kmalu vidimo.